Bitcoin grafi, ki jih skoraj nihče ne spremlja, pa bi jih moral. In to sploh tisti, ki so ravno kar začeli z vlaganjem v kriptovalute. Pa si jih poglejmo skupaj. Dobrodošli nazaj na kanalu Explicit, to je kanal, kjer jemljemo kripto brez kakršnih koli olepšav. In v tokratni posebni epizodi si bomo ponovno ogledali, kdo je tisti, ki kupuje in kdo je tisti, ki prodaja. Še posebno zanimiv bo odgovor na vprašanje, kdaj je kupoval pametni denar in kdaj je prodajal. Ker, kot vsi vemo, se je pametno zgledovati po pametnem denarju, oziroma po tem, kar dela pametni denar. Bitcoin, kot smo videli v prejšnjem videu, lahko doseže tudi 100–125 tisoč, glede na nove vzorce, ki se pojavljajo. Ampak glavno je, da nas ne prevzamejo čustva in naredimo tisto, kar je pač treba. Da je pač treba prodati, takrat, ko je čas za to. Pa predlagam, da se kar vržemo v grafe. Tale stran je po mojem že marsikomu izmed vas znana, večkrat se ustavimo na njej, to je lookintobitcoin.com. In meni so še posebej zanimive statistike Bitcoin naslovov, oziroma koliko Bitcoina imajo naslovi gor. Oziroma, če še enkrat povem, število naslovov s količino Bitcoina. In tukaj ob strani, kot lepo vidimo, imamo lepo razporejeni in bomo lepo šli skozi vsakega. Najprej imamo na vrsti naslove, ki imajo več kot 0,01 Bitcoina. To so večinoma mali vlagatelji in kot vidimo, skozi čas lepo teče v korelaciji s ceno Bitcoina. Še posebej zdaj v zadnjem času je tale korelacija kar precej vidna. Tukaj vidimo, da so začeli malček prodajati, ampak so začeli tudi zadnji čas hoditi nazaj notri. Pa poglejmo si zdaj število naslovov, ki imajo več kot 0,1 Bitcoina gor. Tudi tukaj vidimo, zelo lepo rastejo in tečejo v korelaciji s ceno Bitcoina. Sploh tukaj ta zadnji čas vidimo, da je ta korelacija kar precej očitna. To so torej mali vlagatelji. Od njih po mojem lahko štejemo tudi te, ki imajo na svoji denarnici več kot en Bitcoin. In tudi tukaj lahko vidimo, korelacija je čisto lepo očitna, s kar očitnim porastom zadnje čase. Največji porast smo imeli tukaj v tem obdobju novembra 2022, kar je tudi prav, takrat smo imeli tole dno tukaj. Zdaj pa se to število več ali manj pomika na stran. Poglejmo si zdaj malček večje vlagatelje, to so zdaj trenutno tisti, ki imajo na svoji denarnici več kot 10 Bitcoinov. In tukaj zdaj vidimo eno zanimivo stvar. V primerjavi s prej, recimo tem obdobjem tukaj, nimamo neke posebne rasti. Oziroma lahko bi celo rekli, da je bil ta vrh tukaj celo na isti višini, kot smo imeli ta vrh, ki je bil septembra 2019. Tudi oni so začeli največ akumulirati tukaj v tem obdobju, ko smo imeli dno, ampak od, kaj imamo tukaj, oktobra 2023 so oni začeli prodajati. Vidite tukaj, kako se lepo spuščamo. Kar je zelo zanimivo, z rastjo cene se tile naslovi spuščajo, torej oni dejansko zdaj prodajajo. Še bolj zanimiv pa je graf, ki ima naslove, ki imajo gor več kot 100 Bitcoinov. Poglejte to zadnje obdobje, tukaj pa skoraj da, kot da imamo ravno črto vse od, dajmo reči, junija 2019, oziroma če štejemo morda še tole obdobje tukaj, septembra 2018. Torej, nobenih takih drastičnih sprememb pri teh naslovih, vse od leta 2018, kar je izredno zanimivo. Se pa vseeno to število rahlo spušča, kar še vedno nakazuje na prodajo. Pa poglejmo si zdaj še naslove, ki imajo gor na sebi več kot 1000 Bitcoinov. Ponavadi ravno ta graf največ spremljamo tukaj in vidimo
eno izredno zanimivo dogajanje. Njihov vrh je bil tukaj okoli februarja 2021 in od takrat naprej se to število neprestano niža. Imeli smo tukaj nek porast zadnje čase, to je bilo, ko so bili odobreni ETF-i, ampak vidimo, da tudi od takrat naprej se to število več ali manj niža, oziroma zdaj to zadnje obdobje hodimo bolj na stran. Zdaj marsikdo si misli, aha, oni so pozni v igri, oni bodo od mene kupovali Bitcoin, ko bo 100.000, ko bo milijon, ampak tukaj se ne sme pozabiti, to so veliki fantje, oni vejo, kako delati z denarjem, oni nimajo občutkov do denarja. Obstaja en pregovor, če veliki fantje zamudijo vlak, bodo naredili tako, da bo vlak prišel nazaj po njih. In to me v bistvu tudi najbolj skrbi glede na število malih vlagateljev, ki je v Bitcoinu, kot smo videli prej. Pa si poglejmo zdaj še zares velike fante, to so tisti, ki imajo na svojih naslovih več kot 10.000 bitcoinov. No, tukaj je res zanimivo videti, kdaj so oni kupovali in kdaj so prodajali. Recimo v prejšnjem ciklu so oni prodajali že tukaj, ko je bil Bitcoin na okoli 17.000. In s tem, ko je cena rastla naprej, so oni lepo tukaj le prodajali. Ta drugi boom, ki smo ga imeli tukaj, to je bilo okoli novembra 2021, se oni tega sploh niso udeleževali, kot vidimo tukaj. Ampak kdaj so nakupovali? Skozi tale bear market tukaj. Največ pa pri dnu. Tukaj, na primer, vidimo veliko porast, ko je bil Bitcoin na okoli 16.000. In od takrat naprej sproti, a počasi prodajajo. Tako da to je izredno zanimiv graf. Zagotovo se ga splača slediti, da se vidi, kaj delajo ta veliki. In splača se slediti ta velikim. Zato, ker namreč oni vejo, kdaj kupiti in kdaj prodati. Oni so tudi vključeni v te ožje kroge, kjer pač slišijo ta prvi govorice. Govorice, o katerih sploh mi ne vemo in katerih mi nismo deležni. Zato se moramo tudi mi pač posluževati posebnih pripomočkov, kot je tehnična analiza, pa tudi ti grafi pridejo zelo prav. Ampak, kot sem že večkrat omenil, gibanje cene je najpomembnejše od vsega. Trenutno, kot smo videli v prejšnjem videu, pri Bitcoinu kaže, da delamo bikovsko zastavo, ki nas lahko ponese vse do 100.000. To je tistih na veliko opevanih 100.000, na katere vsi čakajo. Pa si poglejmo še en zelo zanimiv graf, ki sem ga tudi našel in je na nek način kar strašljiv, če sem lahko iskren. To je število novih naslovov, ki se generirajo skozi čas. In tukaj mi je naravnost strašljiva ta korelacija z vrhovi. Tukaj vidimo, smo imeli vrh decembra 2017 in poglejte, kakšen poskok smo imeli v generiranju novih naslovov. In ko je to število začelo padati, smo se spustili v medvedji trg. Potem imamo tukaj tale vrh, ki je bil marca 2021, tam nekje, marca-aprila 2021, in tudi tukaj vidimo izredno veliko porast registriranih novih naslovov, in ko se je to začelo spuščati, smo prišli v tale mini medvedji trg. Tukaj smo imeli namreč kar eksplozivno rast, no in potem smo imeli še en vrh, ki je bil novembra 2021, in tukaj vidimo, da teh naslovov ni bilo toliko na novo registriranih, kar nam je tudi naredilo neko divergenco. In potem, od takrat naprej, smo imeli medvedji trg. In kar je še najbolj zanimivo, je zdaj tole dogajanje tukaj. Spet smo imeli zelo visoke vrhove, to je bilo septembra 2023 in pa novembra 2023. Ampak vse od takrat naprej se mi spuščamo. Ta graf po mojem tudi na nek način izraža interes novih ljudi za Bitcoin, ki pa zdaj vse bolj pojenja. Ampak to dogajanje je predvsem zanimivo zato, ker kljub temu, da smo tukaj doživeli vrh, kar precej visok vrh, skoraj primerljiv s tem tukaj,
in se to število novih naslovov tukaj spušča, imamo še vedno naprej rast v ceni. Tako da ja, kot smo rekli, gibanje cene nam trenutno nakazuje, da imamo bikovsko zastavo in je tukaj tudi velika verjetnost, da pridemo do 100.000, ampak je pa treba kljub temu paziti in spremljati tele grafe tukaj. Nikakor se ne sme 100% zanašati na to, kot sem že večkrat omenil, da glavno besedo ima gibanje cene. To taki pripomočki in indikatorji so v bistvu kot dodatna pomoč pri naših analizah. Ampak vseeno, ta orodja nam lepo prikazujejo, da zdaj v tem času največ vlagajo ta mali ljudje, medtem ko ta veliki, prav ta velike ribe, večinoma prodajajo. Na tem mestu bi se rad zahvalil še vsem patronom, ki s svojimi prispevki pomagajo pri vzdrževanju tegale kanala. Če bi morda želeli postati eden izmed njih, so povezave spodaj v opisu in pripetem komentarju. In seveda, v zameno za podporo dobite tudi dostop do dodatnih vsebin. V prvem paketu dobite dostop do tehničnih analiz oziroma do dnevnika tehničnih analiz, kjer ne analiziramo samo kriptotrga, ampak tudi delniške in trg žlahtnih kovin in tako naprej. Z drugim paketom više, pa dobite dostop tudi do Discorda, kjer spremljamo tudi analize oziroma delamo analize na nižjih časovnih intervalih, tako da dobite še boljši občutek, kaj dejansko spremljam. Poleg tega pa lahko tudi drugi udeleženci pokomentirajo ali pa delijo svoje lastne analize, postavijo vprašanje in tako naprej. Patroni imajo tudi dodaten popust na moji spletni trgovini, kjer vse, kar so do časa nakupa vložili preko Patreona, lahko uporabijo kot dobro imetje. In tako lahko nekateri tudi nakupujejo zastonj. In ko smo že pri spletni trgovini, ne pozabite obiskati. Na njej se je zvrstilo že kar nekaj indikatorjev, kmalu bodo sledile tudi nadgradnje, ki jih delam zdaj že kar nekaj časa. Imamo naprednejši RSI, naprednejši MFI, RSI in MFI, ki se prikazujeta direktno na svečkah, in tukaj je tudi ARI oziroma Asset Rotation Index, to je indikator, ki vam prikazuje, kam na kriptotrgu se pomika denar. Ali se pomika v Bitcoin, ali v altcoine, ali v stablecoine. In vam v bistvu tako na nek način mapira pretok denarja na kriptotrgu. Hvala vam tudi, da ste si video ogledali do konca. Dajte mu všeček, če vam je bil všeč, ali pa ne všeček, če vam ni bil. In seveda, vesel bom tudi delitev z vašimi prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne tudi za njih. Zdaj pa mene zanima, kaj si vi mislite o teh analizah, o teh grafih, ki smo jih danes jemali v tej epizodi. Vam je to nekako razjasnilo sliko, kdo kupuje, kdo prodaja, kdaj je kdo kupoval in kdaj kdo prodajal? Imate morda kakšno opombo za to, morda kakšno dodatno vprašanje? Kar napišite spodaj vse pod videom, pod komentarje in z veseljem bom tudi podebatiral z vami. In kaj sledi? Obeta se še ogromno videov. Bitcoin se kar impulzivno giblje in to bomo vsekakor spremljali v videih, ki še sledijo. Isto tako tudi ostale kriptovalute in tudi zanimive kriptoprojekte, ki vam jih bom predstavil v sodelovanju s cryptonews.com. Vsekakor se teh videov ne bo splačalo zamuditi, zato vam tudi priporočam, da se naročite na kanal in nastavite na obveščanje, da vas bo YouTube o novem videu takoj tudi obvestil. In to, čim ga uploadam gor. Tako, to bo to za danes, zdaj pa vas še lepo pozdravljam, imejte se fajn in se vidimo v naslednjem videu.